tale posnetek je namenjen staršem, ki imate otroke, mladostnike, ki se ukvarjajo s športom ali pa razmišljate, da boste otroka upisali v neko športno aktivnost, kot tudi trenerjem, mojim kolegom ali pa trenerjem, ki delate že dlje časa in tako naprej. Govoril bomo o eni taki pomembni stvari, in sicer s kakšnim namenom otrok in mladostnik trenira, pa pustimo zdaj njegove cilje in namene. Dajmo se vprašati o namenih starša in trenerja. Okay? Vas kot starš in ali vas kot trener, kakšen namen in kakšne cilje imate s tem, ko otroka pospremite in spremljate na njegovi športni poti. Naj si bo zelo intenzivno, naj si bo to, da otrok trenira vsak dan ali pa da enkrat tedensko, dvakrat tedensko, kakorkoli že. In tle bi jaz postavil eno ključno vprašanje. In to vprašanje je, kaj je tisti namen oziroma cilj treninga tega otroka ali pa mladostnika. To vprašanje je namenjeno, to vprašanje se mora vprašati tako starš kot bilo kateri trener. In zdaj jaz bom tukaj rekel čisto iz moje lastne izkušnje, mojega opažanja. Jaz sem imel izkušnjo neko športno, treniral sem določen čas, ko sem bil najstnik, torej konec osnovne šole, srednja šola, začetek faksa, takrat se je končal. In jaz sem imel blazno srečo, da sem naletel na trenerja, ki če bi ga jaz vprašal to vprašanje, torej, kaj je tvoj namen dela z mladostniki in otroki in komorkoli že, ko jim ponujaš svojo storitev, svoje znanje športnega karateja in karateja na splošno. In jaz sem prepričan, da moj trener takrat ne danes ne bi odgovoril, delam zato, da bi jaz iz tega bazena svojega kluba naredil čim več najboljših možnih tekmovalcev sveta, torej evropskih svetovnih prvakov. Vsekakor mu to ne bi bil glavni cilj. Normalno, trenirali smo in je treniral tiste, ki so imeli športne apetite po nekih športnih rezultatih, se je treniralo na tak način in se je treniralo za zmago in se je treniralo v nekem športnem duhu, tekmovalnosti in tako naprej. In to je vse lepo in prav in je sestavina našega življenja na splošno, ne samo športa, in je prav, da je to not, seveda se zato pa imamo tekmovanja športna. Ampak to ni bil glavni cilj mojega trenerja. Njegov glavni cilj, če bi ga vprašal, jaz sem prepričan, bi odgovoril zato, da jaz preko moje pedagoške intervencije, preko veščine karateja in športnih znanj, ki jih je imel in jih ima, da naredi s pomočjo vseh teh orodij iz otrok in mladine, kar se da sposobne, zdrave, vitalne, razmišljajoče se posameznike. Torej, njegov namen je bil vzgoja na nek način. To je bil glavni cilj in jaz sem šel čez to. In mene je ta del življenja naredil, to je bil korak naprej in jaz sem imel tudi tekmovalne ambicije, pa pač ni do tega nikoli prišlo. Ampak jaz sem se zavedal in tudi, jaz sem se že takrat zavedal, da to ni glavna poanta vsega skupaj. Glavna poanta je, da sem jaz preko karateja s pomočjo mojega trenerja, ki mi ni bil samo trener, ta trener je bil meni mentor, zgled. Nekdo, po kateremu smo se zgledovali, smo ga spoštovali, smo ga imeli predvsem radi. In vedeli smo že takrat in že takrat smo čutili in jaz sem tudi prepričan še vedno, čeprav ga zdaj že več let nisem videl oziroma sem ga videl samo parkrat v zadnjih letih, jaz sem prepričan, da je on imel nas rad. In on je imel predvsem rad to svoje delo, poslanstvo. Njemu je bilo to poslanstvo. Ne izdelovati po tekočem traku svetovne prvake, ampak preko te veščine izdelovati posameznike, vzgajati posameznike, jim vcepljati koristna načela, znanja, izkušnje življenjske. Vse to je bilo del mojega
moje športne poti. Mi smo se učili reda, discipline, spoštovanja samega do sebe, spoštovanja drugih. Učili smo se trdega dela, učili smo se točnosti. Marsikaj smo predobili mi s treningom in v bistvu v tem je bil poudarek. Učili smo se spoštovanja do lastnega telesa. Učili smo se, kako je pomembna telesna aktivnost tekom celega življenja, ne samo za voljo medalj, ampak za voljo zdravja, vitalnosti, samozavesti. Lahko si ne priznamo, ampak dejstvo je, da telesna samopodoba je tudi ključen faktor pri samozavesti. Enostavno je. Lahko smo samozavestni, tudi če nismo, recimo temu rečem, zadovoljni s svojo telesno podobo. Ampak če smo zadovoljni z lastnim telesom, nam to lahko samo pomaga, ne pa škodi pri samozavesti in nasploh v življenju. Vsega tega smo se mi učili. Zmagovanje oziroma tekmovalnost in trening za nek tekmovalen cilj, za medaljo, za to, da lahko stopiš na stopničke, je bil del celotne zgodbe. To je bil samo del celotne zgodbe, poudarjam, ne pa alfa in omega našega treninga. In to hočem poudariti. Če trener, oziroma dajmo reči, pustimo trenerje primer, pa dajmo se obračam na vas starše, ko imate še možnost, ko se v bistvu vi odločate, kam bo otrok šel, kam bo hodil, ker seveda vi tudi zadevo financirate. Dajte se vprašati po namenih in ciljih tega kluba, trenerja, kogarkoli, komur boste zaupali svojega otroka tisti 1 do 7 na teden ali pa še večkrat. Ja, lahko trenira profesionalno, tudi če ne gre drugače. Sam dejte se vprašati, ko je otrok star 15 let, on se ima marsičesa drugega še za naučiti, kot pa žogo brcati, ali pa taktike igre, ali pa tehnik nekega športa, zato da bo zmagoval na tekmovanjih. Seveda se tudi skozi to, skozi šport, skozi tekmovanja, seveda se vzgaja in se uči nekih življenjskih lekcij. Ampak če je samo to alfa in omega in edini cilj, pejmo z glavo čez zid, pa upamo, da bo otrok do vrhunca svoje kariere preživel brez nekih takih poškodb, če je tak način razmišljanja jaz kot starš, ali pa zdaj kot kineziolog, ki svetujem vam staršem, jaz vam tega ne priporočam, mi je zelo žal, tudi če imate ambicije ali želje, da bi morda pa nekoč vaš otrok bil potencial za nekega takega, mislim, za športnika kalibra Luka Dončić, super. Če se ta loterija posreč, hvala Bogu, da se posreč. Nič narobe s tem. Samo dajte se zavedati, da Luka Dončić je en, Cristiano Ronaldo je en. Takih vrhunskih športnikov je toliko hudičevo malo, vseh ostalih mladih športnikov, ki so trenirali z istimi cilji in izključno samo takimi cilji, je ogromno, ki niso prišli niti blizu temu, ki so odpadali, po bolnicah hodijo, po fizioterapijah, po terapijah, po raznih poškodbah, star je potem 20 let, pa ne zna nič drugega kot to. Velike takih, ki še šole niso zdelali zaradi tega. Velike takih, ki niso imeli časa za druženje, niso imeli časa za punce preganjati, ali pa punce niso imeli časa za fanti gledati, pa tako naprej. Niso imeli časa za druge hobije. In to je v bistvu velika žrtev. In spet, še enkrat poudarjam, nič ni narobe s tem, da se tudi mladostnik posveti popolnoma enemu športu in naredi veliko žrtev in se odpove marsičemu, kar bi nek normalen mladostnik preživel v svojih, najstniških letih. Spet, s tem ni nič narobe, dokler je pri nekih mladih rosnih letih to neka stopnja v življenju in je cilj torej staršev in trenerske ekipe, ki ima roko nad tem mladim športnikom, dokler je cilj, da se iz tega človeka naredi močnega posameznika, ne pa samo športnika na športnem terenu. Ne bo šport samo eno zelo lepo in dobro orodje za oblikovanje posameznika.
To hočem dopovedati. In če boste vi kot starš začutili, ko boste iskali klube, športe, trenerje za svojega otroka, mladostnika, in če boste to začutili, da je tam glavni cilj oblikovanje in vzgoja in privzgajanje telesne aktivnosti kot neke močne življenjske vrednote, potem super, ste zadeli v polno in vpište otroka tja. Sploh pa, če se vi tudi strinjate s to filozofijo, sploh super. Ker drugače boste samo šteli, drugače boste imeli veliko možnost, da boste samo šteli različne poškodbe svojega mladostnika in otroka in pol po ne vem kolikih letih nekega športnega treninga, ki je bil fokusiran v samo to in nič drugega, ne vem. Šport je lahko več kot pa samo gonja po rezultatih, pa slavi, pa milijonih. Če slučajno rata, pridete v NBA, NHL, kamorkoli že. Čistko, kot razmišljanje. Evo, ne bo dost. Zdaj se pa malo razmislite, pa sami odločite naprej.